dan, spoštovane obiskovalke, obiskovalci. Veseli me, da ste se na današnji dan, na današnje povabilo naših gostov v Šoštanju odzvali v velikem številu. Pred nami sta ura ali dve zelo zanimivega pogovora, za katerega je prav seveda, da ga ponesete še naprej med sosede, prijatelje in znance. Torej, v naši sredi lepo pozdravljam naša gosta, torej avtorja knjig, magistra Igorja Omerzo, doktora Rada Pezdirja, državnega in odgovornega urednika tednika Demokracija gospoda Jožeta Viška in pa seveda našo magistrico Judito Čas. Prav posebej seveda v naši sredi pozdravljam še našega novo izvoljenega v drugem mandatu poslanca stranke SDS, gospoda Franca Rosca. In pa seveda gospoda Sebastjana Kamenika, ki sedi tukaj lepo prvi vrsti. Torej, pričnimo. Najprej en lep pozdrav še v mojem imenu, v imenu uredništva Demokracije. Danes imamo že 48. etapo tako imenovanega Demokracija magazin Tura, na katerem predstavljamo avtorje knjig, bodisi naših, bodisi tistih, ki so jih izdali avtorji v samozaložbi, in tudi vabimo goste iz tega okoliša, kot je danes z nami gospa Judita Čas Krneža. Glejte, ko smo se zmenili, da bo ta nočojšnji večer, bo rekel, ali dan, v Vili Majer sem se malo pač po Googlu se danes temu reče, o Vili Majer. Ni veliko napisano. Veliko je napisan pred drugo svetovno vojno, pa napisan je potem, ko je premogovnik, mislim, na Velenje, to prevzel, kako se je obnavljalo. Zelo malo ali pa praktično nič ni jasno, kaj se je zgodilo po vojni. Gospa Judita, magistra Judita, vi mogoče veste, a je doživela tako usodo ta vila kot vse druge vile v Sloveniji? Hvala za vprašanje. V glavnem, jaz vedno, kadar sem v tej vili, se mi zdi, da je čist nekaj posebno vzdušje, nek poseben občutek, pozitivna energija. Je pa to vila, ki je od leta 1900 naprej. Reče se je Majerjeva vila, ker je bil lastnik Majer. Majer je bil odvetnik in je bil tudi župan v tistem času, zavedni Slovenec. Je pa res, da je po drugi svetovni vojni se denacionalizirala, kar pomeni, da je prišla v roke nove oblasti v tistem času, ne? Tako kot mnogo teh vil v okolici. Tako da, moram povedati, da je tudi zelo lep vrt, zunaj pred vilo. To smo videli, ne? Ja, in da so tudi tule poroke, župan tukaj poroča in lahko rečem, restaurirana je bila nekaj let nazaj in res smo ponosni na tale biser, tole vilo Majer. To je bilo po drugi svetovni vojni nekakšen modus operandi nove komunistične oblasti, ki si je pa omislila tudi svojo tajno politično policijo. In to področje bosta pa obdelala druga dva gosta, gospod Omerza in gospod Pezdir, ki se s tem ukvarjata. Gospod Omerza je napisal že 17 knjig samo o Udbi in bo še, upamo, da še naprej. Gospod Pezdir je tudi avtor večjih knjig, eno sta napisala skupaj z gospodom Omerzo. Predvsem pa je nekako uspešnica in je povzročila precej preplaha pri globoki državi, njegova zadnja knjiga Sporedni mehanizem globoke države.
po kateri smo posneli tudi dokumentarni film. Dogovorjeni smo bili, da ga prikaže tudi RTV Slovenija, ga nažalost ni, ga je zdaj kako bi rekel, dala v bunker in bojda bo jutri prikazan na nacionalni televiziji, ampak pustimo zdaj to. Glejte, po vojni so se dogajale strašne stvari. Omenil sem že, da je bila ustanovljena politična policija, ki je imela mnogo imen, mi jo poznamo najbolj kot UDBA. In tukaj bi gospoda Omerzo prosil, da oriše neko genezo te politične policije, predvsem pa, kako se politična policija oziroma varnostna služba, ki je vsaka država tudi demokratična, razlikuje v neki demokratični, svobodni državi od tiste v totalitarnem režimu. Ja, hvala za vprašanje. Vas lepo pozdravljam, sem vesel, da sem tukaj. Tajna politična policija v Jugoslaviji je bila tajna politična policija komunističnega vrha. Niti ne komunistične stranke članstva, ampak predvsem da to so jo vodili vrhuška komunistične elite. Zakaj? Zato, ker so oni s to policijo ohranjevali svojo oblast, ne? Ali pa reproducirali, tudi potegnili kakšne mlajše kadre in vse se je to potem vrtelo tako brez demokratične javnosti, brez demokratičnih medijev, brez demokratičnih volitev, so pač svojo oblast držali 45 let. Njena značilnost, ki že samo ime pove, da je politična policija samo, rekel, neka, oni so to rekli, revolucionarna pest, ne, partije, ne. Se pravi, da je bila v rokah politikov, vrha politike in ona ni bila v smislu tem, da bi varovala državo ali kot tako, ampak je varovala neko skupino ljudi, da je lahko permanentno bila obstala na oblasti. In zato je morala zatirati tiste, ki so bili opozicija, ali resnična, ali namišljena, ali umišljena, mogla je kontrolirati medije, ne, mogla je potem je imela tudi bolj brutalne metode, od zunaj ogromno ljudi pobila v emigraciji, bombne atentate so delali, ugrabitve so delali, ne. Po vojni je OZNA kot predhodnica UDBE, državne varnosti, sodelovala pri množičnih umorih, ne samo v Sloveniji, ker to je bila jugoslovanska UDBA, sicer po republikah, ampak so sodelovali pri tem množičnem 100 000 ljudi umorjenih po drugi svetovni vojni, zato da so, rekel, na nek način se zaščitili pred potencialnimi, oni so temu rekli, razrednimi sovražniki. Oni niso nasprotnikov, mi danes govorimo o nasprotnikih političnih, ne govorimo o sovražnikih, ne. Tako da, ampak kar je pa zanimivo mogoče še geneza, kako je pa imena, kako se je to odigravalo. Slovenija ima eno žalostno zgodovino v tem primeru, ne, če gledamo celotno Jugoslavijo, da je bila prva tajna politična policija ustanovljena 15. augusta leta 1941. 41 leta je Kardel ustanovil tako ena VOS, varnostno-obveščevalno službo OEF-a. Seveda, to ni bila varnostno-obveščevalna služba OEF-a, ampak varnostno-obveščevalna služba centralnega komiteja, ki je takrat štel par članov v Sloveniji, ne, komunističnih. V bistvu pa sta je vodila predvsem Kardel, ta drugi je pa še pomenil Kidrič, se je njegova žena Zdenka bila celo šefica te varnostno-obveščevalne službe. Te ljudje so pa bili strašno veliko umorov, predvsem v Ljubljani, no. Jaz v tej knjigi Velikani slovenske osvoboditve in UDBA Civilni život pišemo na začetku pišemo o nekem zame največjem političnem umoru v zgodovini Slovenije, to je umor duhovnika Lamberta Erlicha, prvega, pravzaprav očeta ideje o samostojni slovenski državi. On je sicer govoril o zedinjeni Sloveniji, ne, mislil tudi Koroško pa Italijo, tako da ta del so novega mestva, ampak kakorkoli. Njega so komunisti ubili, ker je bil nevaren. Hkrati se hoteli ubiti skupaj z njim tudi Cigler Žebota, ampak na srečo je on takrat ni šel z njim, vsak dan je hodil z njim na mašo, takrat ni bil z njim in so ubili enega drugega nedolžnega študenta, se je bil tudi Erlich nedolžen, pa tudi Žebot, ne. In to zelo natančno opisuje ta umor. Skratka, VOS je bil
predvsem neka morilska organizacija, tako rečemo, v Sloveniji. No, leta 1944 imel pa specifičen slovenski značaj, ni bil še povezan v neko jugoslovansko asociacijo tajno, ne. Ampak 13. maja 1944 postrelil Tito v Drvarju OZNO, oddeljenje za zaščito naroda, slovensko oddeljenje za zaščito naroda, in OZNA za Slovenijo jo je vodil Ivan Maček Martina. Po vojni in OZNA pride ven iz vojne in sodeluje pri teh strašnih zločinih in tudi pri drugih zločinih, ki so se takrat dogajali, montirani procesi, uničevanje ekonomije, tudi podjetništva, to bo rado poznal bolj natančno povedati. In leta 1946 se preimenuje v upravo državne varnosti, oziroma srbsko uprava državne bezbednosti, UDB. Iz tega potem po narodelu pride UDBA. Ne? In zato danes, že takrat sami udbaši so govorili o UDBI. Tito je govoril o UDBI, Kardelj in tako naprej. To je bil po narodelu izraz, ki se uporablja že takrat in tudi danes. Ampak danes ima izjemno negativen predznak. Mislim, da sem tudi jaz parado k temu precej pripomogla, pa tudi recimo vaš tednik, pa še nekateri drugi, ki to raziskujemo. No, leta 1966 se pa preimenuje iz UDB, uprava državne bezbednosti, v SDV, se pravi SDB, služba državne bezbednosti, v Sloveniji SDV, služba državne varnosti, na Hrvaškem služba državne sigurnosti, in v makedonščini, albanščini, ker so bile UDBE, so bile republičke, pa dve UDBIci, ne, se rečem, na Kosovu in pa v Vojvodini. Tako, centrala je bila v Beogradu, zvezdna UDBA, in so seveda poročali Beograd. Ampak oni so predvsem, republiške UDBE sodelovali znotraj meja republik. In tudi emigracijo svojo, ki so zalezovali, uničevali in tako naprej, vsaka je pravzaprav svojo, ne? Slovenska slovensko, Hrvaška hrvaško in tako naprej. Čeprav nekatere akcije so bile skupne, zato ker je slovenska UDBA zelo sposobna za delovanje v tujini, je ogromno akcij skupnih imela, tako s srbsko UDBO, tako z hrvaško, tako z bosansko UDBO, tako z makedonsko UDBO, tako z kosovsko UDBO, in so sodelovali skupaj. Vse zunanje akcije in s temu pa Kočov UDBE so bile pa zelo natančno spremljane iz centra UDBE. Zvezdna UDBA je mogla odobriti vsako akcijo izven Jugoslavije, ker je bila, veste, tajna politična organizacija, ki ne deluje v državi, deluje v drugi državi, lahko pride do silne kompromitacije države, zato so to zelo natančno nadzorovali in usmerjali iz Beograda. Ne. Slovenci smo pravzaprav tukaj bili najbolj aktivni, predvsem pri delovanju v zahodni Evropi, v zahodnem svetu. Tako da tukaj smo imeli tudi neko častno, nečastno mesto, naša tajna politična policija. Gospod Omerz je omenil, da je ta del slovenske zgodovine žalostno, s tem se moramo pač strinjati. Vse njegove knjige, to bo vedel tudi on povedati, se berejo kot neki trilerji, ampak kriminalke, ampak za razliko od teh klasičnih kriminalk, ki jih mi poznamo, ne, na koncu teh knjig ne pridejo dobri fantje in aretirajo slabe fantje in jih pošljajo v zapor, nasprotno. Te slabi fantje so še nagrajeni, bodisi napredujejo. Posebej zaskrbljujoče pa je, da je pač ena taka zgodba se dogaja celo v 21. stoletju in s to zgodbo gospod Pezdir pravzaprav začne svojo knjigo. To je pa primer pranja iranskega denarja, afera Faro. Gospod Pezdir, dajte povedati, kako ste sploh prišli do tega, neko enkrat, dvakrat ste omenili, da vas še s tem k raziskovanju ni vzpodbudila tale velika globalna finančna kriza. Jože, hvala za vprašanje, lepo pozdravljeni. Vesel sem, da sem lahko danes v Šoštanju, verjel ali ne, prvič v življenju sem v Šoštanju. Sem prišel do Šoštanja, ampak mi morate dati kredita. Zelo sem zadovoljen, da lahko predstavljam predmet svojega raziskovalnega dela, ki je všel v obliki knjige. Realnost v tej državi je pač taka, če ne bi bilo demokracije tuja in če ne bi bilo dogodkov, kot so današnji, jaz absolutno nikjer ne bi mogel predstaviti,
kaj sem pravzaprav delal 6 let in moja knjiga ne bi obstajala. Zato je to pomembno in tudi če velik del države želi gledati stran, obstaja torej okno, skozi katerega lahko nagovorim, in to je veliko. Posebej zaradi tega, ker preko te knjige nas pravzaprav nagovarjajo arhivski dokumenti, ki so del naše zgodovine. Jaz nikoli nisem imel nekega izdelanega plana, da bom šel v Arhiv Republike Slovenije in kopal po Udbovskem arhivu. To je prišlo pravzaprav po enemu naključju, vendarle pa je to naključje pripeljalo res neko fascinantno raziskavo, ki je pojasnila zelo veliko, predvsem tudi čas, ki ga živimo danes. Jaz sem kot ekonomist poskusil razumeti, zakaj je v tem obdobju velike krize 2009-2013 Slovenija pravzaprav tako ekstremno nastradala, da se je sesul in javnofinančni sektor in bančni sektor in podjetja, da je bila brezposelnost tako ogromna, gospodarska rast negativna in to vseh v primerjavi z ostalimi državami centralne in vzhodne Evrope bistveno hujša. Kar je seveda kazalo na to, da so bili temelji, na katerih je slovenska ekonomija se vzpostavljala, slabi. Bilo je nekaj ekonomistov, ki smo napovedovali pred krizo, da tako ne bo šlo. Seveda, hitro smo bili diskvalificirani kot neoliberalne pošasti, kot psihopati, ki ne razumejo, kaj je prava ekonomska politika. No, psihopatizem je bil tisto, kar je potem se končalo v 5-milijardnem strošku, ki ga je prinesla sanacija bančnega sistema zaradi financiranja od tajkunskih prevzemov do absurdnih kreditov bidovskim holdingom in baronom tipa Darko Horvat. Ampak jaz sem rekel, okay, gremo pogledati, kaj je ta pravi razlog. In edini del, kamor še nismo pogledali ekonomisti, je pravzaprav, kaj omrežja pomenijo. In moja osnovna ideja, to sem tudi že večkrat povedal, je, da razumemo omrežja kot fin pesek, ki ga sipate v urni mehanizem, se ne vidi, da je noter, ampak s časoma, ne glede na to, koliko je ura čudovita, ga zaustavi. Sama identifikacija omrežij je bila zelo hitra, ker se je razumel, kakšne so poslovne in kakšne so lastniške povezave. Potem pa sem rekel, gremo premikati se proti tranziciji, proti onemu začetnemu trenutku zla, ko se sproži privatizacija in ko nekdanje družbeno premoženje začne dobivati lastnike, ki pa nismo bili mi, ampak so bili neki veliki kapitalisti, ki so se rodili kot hollywoodske zgodbe o kapitalističnem uspehu čez noč. Bolj sem šel proti začetni točki tranzicije, bolj je postajalo jasno, da so ta omrežja konstruirana tako, da je v njih neko podjetje iz davčnih oaz. Cipr, Liechtenstein, Luksemburg, britanski Deviški otoki. Nadaljnje preiskovanje je seveda pokazalo, da to niso tuja podjetja, ker so ta podjetja izključno delovala samo v Sloveniji in v slovenskem podjetniškem svetu. Zato je bila seveda prva teza, ki sem jo postavil v nadaljevanju, dajmo ugotoviti, kdo se skriva za temi podjetji, kdaj so bila ta podjetja v davčnih oazah ustanovljena, ali so čakala primeren trenutek, da se berlinski zid zruši, pride do privatizacije in oni za nekim denarjem zalijajo ekonomijo in jo kupijo. Potem je to problem. Pred letom 90 namreč nimate dostopnih javnih baz podatkov, tako kot je iPes danes. Velika muka, kako to razrešiti vprašanje, kaj se je prej dogajalo. Dokler nisem prišel do enega prebliska, to so tisti prebliski, ki se ti zgodijo ali pa ne zgodijo, in sem si rekel, grem jaz v Arhiv Republike Slovenije v Udbovski fond, v resnici Arhivski fond 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične Republike Slovenije, pa poglejmo, če je tam kaj noter. Zdaj, to nisem na velik zvoncu obešal, ker mesto ekonomista tehnično ni med udbovskimi dokumenti.
vsaj ne takega, ki bi ga še imeli za normalen. Ampak jaz sem šel noter, ker me je tam zanimal. No in tam noter, že takoj, ko sem naročil, sem dobil neke odgovore in neka pojasnila, kam to pelje. Ne. Ta prve dokumente, ki sem videl, so leta 1951 v Lichtensteinu pripadniki ekonomskega oddelka UDBE, ki jo je vodil Niko Kavčič, po nareku partije skupaj z švicarskimi tihotapci cigaret ustanovil podjetje Kolkomerc Vaduz, ki je živelo do leta 1997. Ta drugo je bilo pa zgodba o švercu cigaret, s pomočjo katerega s pomočjo šverca so financirali tisto, kar proračun ni imel predviden, to je nakup tehnike za prisluškovanje in helikopterja za tedanjo službo državne varnosti pod Silvom Gorencem. In tam se je videlo, da se izdajajo neformalni ukazi, ki prihajajo z vrha partije in z vrha izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije, torej vlade. Se pravi, da prihajajo ukazi, da lahko državne institucije delajo nezakonito na državnem švercu, perejo denar, in to je pokazalo mi, da je pa deloval nek vzporedni mehanizem. In potem sem to raziskavo premikal pred 90. letu, ker tam pred 90. letu sem vstal, preden sem šel v arhiv. In ugotovil sem, da potem, ko se Berlinski zid zruši, pravzaprav se predtem umakne družbeni kapital iz socialističnih institucij in podjetij preko znamenitega Saftija v Luksemburg in tam v Švico, prezimi padec Berlinskega zidu, počaka na proces privatizacije in se ta družbeni kapital vrne kot zasebni kapital nazaj v privatizacijo in začne kupovati slovensko ekonomijo, ki pa hkrati je financirana s strani Ljubljanske banke s krediti, ki jih nikoli ne bi smelo biti in ki so določeni po politični liniji, pri čemer je tudi banka upravljana po politični liniji. In vloga bivšega šefa CKZKS, prvega predsednika Republike Slovenije po letu 90 Milana Kučana, je bila kle odločilna. In na temu temelju je nastal en poseben vzporedni mehanizem, ene posebne ekipe, ki je tudi potem v času tranzicije naredila hollywoodske zgodbe v uspehu, v gospodarstvu, nekdanji bivši udbovci in visoko rangirani partijci postanejo velika imena slovenskega podjetništva. Govorimo o ljudeh, kot so Dragan Isajlović, Ivan Pušnik, Janez Zemljarič in še celi kupi teh ljudi, ki na koncu pripeljejo do tega, da slovenski bančni sistem postane finančna piramida, ki leta 2008 enostavno implodira in prinese 5 milijard stroškov vsem nam državljanom, 5 milijard izgubljenih priložnosti razvoja. To bi bil zdaj kratek odgovor, ki je trajal zelo dolg. Vse v redu. Ampak verjemite mi, najkrajša verzija. Bomo še. Gospa magistra Judita, gledajte, gospod Merze in gospod Pezder sta govorila o UDBI, o partiji kot neki kriminalni druščini, ki se je družila in poslovala celo z mafijo. Seveda danes ne bom rekel, da pozabljajo, o tem mogoče še rekel, ampak v izobraževalnem sistemu, vi ste profesorica, tega dela zgodovine, te temne plati zgodovine, temna plat je bila seveda vse skozi, ko je osnovno enopartijski sistem, vendarle še ni v našem izobraževalnem sistemu. To je najbolj posledica tega, je tudi najbolj, da se to navdušuje nad socializmom, komunizmom, komunisti sploh ne vedo, kaj to sploh je. V redu, hvala za besedo. Jaz bi rekla, da danes sedim med dvema izrednima retorikama, tako da jaz verjetno ne bom toliko, bi rekla, nimam toliko znanja, ampak kljub vsemu bom poskušala se nekako, bi rekla, tudi pridružiti.
No, moram povedati, da v šolskem sistemu se že nekaj časa razmišlja o tem, da je potrebno ga prenoviti. In sicer zakaj? Zaradi tega, ker polpretekla zgodovina ogromno govori o partizanstvu, o titoizmu, potem poveličuje vzhodnjaško kulturo in pa seveda tudi o teoriji spola. Torej, kaj govorijo teoretiki spola? Teoretiki spola govorijo, da pravzaprav smo vsi enaki. Torej, da ni žensk, ni moških, ni deklet, ni fantov, torej vsi smo enaki. Zakaj? Iz smisla ekonomije. Dobro, vse ženske si želimo biti enakopravne in enakovredne, kar se tiče ekonomije, ne? Vendar kljub vsemu se razlikujemo. Torej, ženske smo vendar drugačne od moških in prav je tako, da smo, ker jaz mislim, da nas zato moški imate radi, ker smo različne. In zaradi tega dejansko ta teorija spola pravzaprav pri nas, posebej kar se tiče Slovenske demokratske stranke in ženskega odbora, ki ima za osnovo družino, nekako ne vzdrži. Namreč, ker v družini, kot osnovni celici, sta moški in ženska, ki imata otroke in ti otroci so dejansko, jim je mama in oče, sta jim osnova. In tudi zato jih spoštujejo sam sebe, se pravi, starši so naučili spoštovati jih. V primeru, kadar pa govorimo o teoriji spola, torej, ko dejansko sploh ni očeta in mame, ko sta lahko samo dva istospolna partnerja, potem pa vprašanje, kako je z spoštovanjem. In dejansko, ali spoštuje ta otrok istospolna partnerja, to je prva stvar. In druga stvar, pogosto najde idejnega vodja, ki mu sledi. In ta idejni vodja ga navadno povleče v svojo stran. Bi rekla, ravno ta morda del, v katerem sta vidva pregovorila, nekako želi ljudi, ki bojo res sledili tej, bi rekla, teoriji. To je eno. Drugo, recimo tisto, kar nekako mislimo, da nam manjka v šolstvu, je definitivno domovinska vzgoja. In sicer mislim, da bi čisto v začetku v osnovni šoli že potrebno bilo vedeti, da Slovenec, ponosni smo na Slovence, ponosni smo na slovenski jezik in da, če se spomnimo, kdaj so na šolah začele biti zastave, slovenska, zastava Evropske unije in pa zastava občine, ne boste verjeli, Zver je bil tisti, ki je predpisal to. In takrat, moram povedati, so se ravnatelji tako malo čudili, zakaj to, pa vendar jaz mislim, da je to osnova, torej ta domovinska vzgoja. Da so ljudje ponosni, da smo Slovenci in da ljudje, ki prihajajo k nam, da se morajo prilagajati nam, ne mi njim. Zdaj to ne mislim, bi rekla, se dovolimo drugačnost tudi, seveda, vendar kljub vsemu treba tisti, ki pride k nam, naj prevzame našo kulturo tudi, naj govori naš jezik in dejansko se pogosto zgodi, da tujci imajo kar naenkrat več pravic kot mi, dobijo prej stanovanja, službe in tako naprej. Torej to mislim, da je osnova, kar pač nekako v šolstvu tudi ne nazadnje moramo začeti učiti za to domovinsko vzgojo. In še nekaj opažamo, da so fakultete, nekatere predvsem te fakultete, ki so družbene vede, prave valilnice levih. In sicer kako? Pogosto so to ljudje, ki so, torej starejši profesori, ki so dejansko bili v prejšnjem režimu nekako tudi že vzgojeni, katerih starši so tudi v tej smeri že delovali in potem te mladoletnike nekako kar povlečejo na svojo stran. Pa še nekaj bi povedala, mene zelo moti ono delitev desno-levo, zelo me moti. Dajmo začeti morda razmišljati o tem, sposobni ljudje, tisti, ki bojo v politiki, morajo biti ljudje, ki so že nekaj ustvarili, ki imajo definitivno v družbi spoštovanje in ki bojo dodana vrednost, torej ne, da
so politiki zaradi svojih lastnih interesov, ampak za katere bo država pravzaprav veliko pridobila od teh politikov. Pa še nekaj bi povedala. Ni dolgo nazaj, kar smo slišali, da je pač predsednica ene strank ni znala povedati niti zdravnice. Pa vprašanje bi tudi bilo, kako je v zvezi z državnimi prazniki. Če bi vprašala te poslance, če morda vejo, kaj je 26. december, kaj je 25. junij, če bi znali pravilno povedati, kaj pravzaprav so ti državni prazniki. Tako. Glejte, samo eno opozorilo. Zdaj, če še kdo razmišlja tako kot gospa magister Judita, je danes rasist, homofob, ksenofob, nacionalist in vse to. Včasih, če si nisi razmišljal podobno kot partija, si bil sovražnik ljudstva, malomeščan, imperialist in tako naprej. Gospa Judita je tudi omenila to omankanje poznavanja v izobraževalnem sistemu naše temnejše plati zgodovine. Gospod Omerza, to je najbrž tudi posledica tega, da so arhivi bili toliko časa skriti. 2700 šele. To je zelo pomembno vprašanje, tudi ko je že gospa začela. Stranka vlada SDS, kateri Janez Janša predsednik, je v parlament spravila leta 2007 zakon, ki je dobil večinsko podporo. Tudi, bi rekel, ne samo takratnih strank, ki so bile v vladi, ampak tudi zelo široko podporo, da bo ta zakon, da se odprejo arhivi UDBE, partije in družbeno-politične organizacije. In so se odprli. In je bila 3 leta je bil mir. Ko sem jaz prišel s knjigo Edvard Kozvek, osebni svet številka 584, se je pa začelo. Kar naenkrat sem jaz pravzaprav prinesel na plan, da je pa vendarle ogromno uničeno, ampak še vedno toliko, da se da pri nekaterih stvarih solidno napisati stvari. In je bil kraval. In sta bila 2 referenduma zaradi mene osebno, zaradi mojih raziskovanj, da bi se zaprli arhivi. 2 referenduma je sprožila SDS, pa še nekateri drugi zraven, mislim, enkrat je bil tudi Linčič zraven, in smo na referendumih, na prvi referendum smo absolutno dobili, da ostanejo arhivi odprti, drugi referendum smo zgubili, ker ni bilo kvoruma, čeprav 90-10 za, da ostanejo odprti, ampak niso uspeli zamenjati komisije, ki bi preprečili, recimo, meni pa še komu drugemu ki mi pa všeč raziskovanje, ker je takrat vlada hitro padla, Bratovško je in ni bilo možno komisije spremeniti. In še vedno Valid Zverjeva, predsednik komisije, ki je nam dala nova dovoljenja za delovanje tudi po novem zakonu. Ampak kaj se pravi, 2 referenduma, pritiski, strašni pritiski, stricev iz ozadja, Borut Pahorjev ni govoril, ni hodil povedati, da so to, sigurno mislim na Milana Kučana, to je 100%, ampak hočem to reči, pogledajte, to vprašanje. Mi enostavno, ne samo šolstvo, pogledajte, jaz sem v svoji knjigi Pravi obraz Janeza Podobnika. Ko je on umrl, je STA objavila Stanovnik, kaj sem rekel? Podobnika. Ne bo še dolgo živel. Upam, da ne gleda. Upam, da ne gleda. No, ki je umrl, je bilo po STA sporočila, da je umrl predsednik osamosvojitvenega predsedstva. Jaz v tej knjigi dokazujem, pa to smo mi že vsi vedeli, da je njegovo predsedstvo do zadnjega branila federativno, se pravi Titovo Jugoslavijo, socialistično Jugoslavijo. In on je to govoril, da se bo ustrelil, da bo pomor naredil, če bo Slovenija, jaz to zelo natančno poznam vse te njegove eskapade, ki jih je delal, kot predsednik predsedstva Socialistične republike Slovenije. In vsi časopisi so povzeli, da je umrl predsednik osamosvojitvenega predsedstva. Tako da je ogromno teh stvari. Ampak veste, če mi ne bomo teh državnih temeljev spoštovali, se nam bo država sesula. Pa ne mislim samo Slovenci, ki smo večinski narod. Tudi ostali, ki živijo v Sloveniji, morajo imeti ta občutek, da so pripadniki slovenske države. Ne samo Slovenci.
In zato je pa treba tudi na ta način delovati, ne pa da se take stvari, in jaz bi lahko teh primerov navedel nešteto. Kako se v medijih, kako se za šolstvo, pač ne vem, ker ne poznam teh programov, ampak v medijih vidim, kako se stvari nepravilno oziroma se ne gradijo, ne poveličujejo temelji slovenske državnosti. In potem dobi stanovnik spomenik v srcu Slovenije, ne, tamle na spod državnega zbora, in v redu, on je bil zato, da ostane Jugoslavija. Jaz razumem, jaz ga nimam za izdajalca. On je imel napačno politiko, razumete? On ni čutil zgodovinskega okna, ki se Slovenije odprlo. Ne? Če ne bilo par ljudi, ki so to vodili, ne bilo nič, vam povem. In če seveda so bili tudi zunanji dogodki. Ne? Ampak mi moramo iskati tudi, kdo so bili tisti, ki so idejo slovenske države propagirali, ne tisti, ki so bili samo operativni izvajalci tega. Ne? Na koncu, recimo Rupel, Janša, Bavčar, ne? Bučar in tako naprej. Ne? Moramo gledati tudi tiste, ki so razvijali to idejo. Saj v Sloveniji ni bilo mogoče razvijati. Emigracija je to razvijala in je to pronicala v Slovenijo. Ne? In se je gradila ta ideja o slovenske državnosti. No, to ni prišlo leta 90, veste. To je bila neka geneza tega ideje, ki se je potem nekaj srečnih, mi smo srečna generacija, da smo to doživeli. Ne? Ker to ni tako preprosto narediti državo. Zato je zelo pomembno, da se tako v vzgoji, izobraževanju, kot tudi v javnosti, v medijih in tako naprej, gradijo te, ali pa slavijo na nek način te državne temelji. Ne? Te vam bom nekaj razkril, namreč, ko sem posnel dokumentarni film Sporedni mehanizem globoke države, smo se tudi že pogovarjali z gospodom Omerzo in režiserjem, da bo naslednji dokumentarni film, ki ga bomo posneli o Janezu Stanovniku, da pač orišemo njegov pravi obraz, kot pravi gospod Omerza. Zdaj pa nekaj za gospoda Pezdirja. Glejte, gospod Omerza je omenil Milana Kučana. Milan Kučan je 3 leta nazaj, mislim, da je bilo na Dražgošah na eno vprašanje o nekem kreditu, odgovoril, da se on ni nikoli ukvarjal s financami. Gospod Pezdir, kako tole komentira? Ja, zdaj, njegova vloga, ki je bila ključna, je bila zagotovo to, da je ta vzporedni mehanizem, ki se je razvil v času partijskega totalitarizma, uspešno vzpostavil kot mehanizem, ki je malo pred padcem Berlinskega zidu izvozil družbenega kapitala in ga potem nazaj uvozil. Namreč izvoz družbenega kapitala se je dogajal preko kreditov, ki jih je dajala Ljubljanska banka, preko sredstev, ki jih je dajala Gospodarska zbornica Slovenije in sredstev, ki jih je dajala Banka Slovenije. To so bili vsi viri denarja, ki so pronicali v ta vzporedni mehanizem in se nastanili najprej v Luksemburgu, od tam pa potovali v Švico. Ampak v Sloveniji je ta pumpanje denarja potekal preko podjetja, ki se je imenoval ADIT, kar je bila kratica za Agencija Agencija demokratičnega in azijskega. Ja, to so ostanki korone, malo mestoma težave. Gospod Pezdir je pač zbolel za COVID-om. Ne, zdaj sem dober. Zdaj si dober, definitivno. Zdaj že 14 dni dober. Koncentracija popusti, pa samo malo čudno. Plonk list, tako v obliki Jožeta. Denar je bil sifoniran iz Slovenije proti Trstu in naprej do Švice preko podjetja imenovanega ADIT, ki pa pravzaprav ni obstajal. Podjetje ni bilo ustanovljeno v skladu z socialistično zakonodajo, ni bilo ne SOZ, ne TOZD, neobstoječe je bilo.
In jaz sem najdel dopise iz leta 1972, ko takdanji sekretar Republiške konference SZDL Milan Kučan opisuje specifiko tega podjetja, da je to sicer podjetje, ki ne obstaja, vendar je de facto v lasti Socialistične zveze delovnega ljudstva. Kar pomeni, da je imela partija preko SZDL-ja v rokah podjetje, ki ni obstajal, bil je pa ključen za izvoz kapitala. In druga zadeva, ki je bila pomembna, je potem seveda bila usvojitev Ljubljanske banke kot glavne pumpe, ki je v to omrežje pumpala denar. In tukaj je en zelo zanimiv dokument, in sicer dokument, ki ga je napisal Niko Kavčič v dnevniški obliki, o tem, kako se je on spomnil, kdo bi bil dober direktor uprave Ljubljanske banke, šel s to idejo k tedanjemu že predsedniku Republike Slovenije Milanu Kučanu, kjer sta se dogovorila več stvari, med drugim kako operativno preparirati najprej upravo Ljubljanske banke, potem pa tudi nadzorni svet te banke, zato da se inštalira Marko Voljč za direktorja uprave, hkrati pa da se ta celotna operacija drži v tajnosti pred guvernerjem Banke Slovenije, takrat Francetom Arharjem, in predsednikom vlade Janezom Drnovškom. Zakaj je to vzporedni mehanizem? Ker predsednik države po ustavi nikoli ni imel pravico, da imenuje direktorje uprave banke. Banka, ki je bila v državni lasti, je bila pod regulacijo dveh ljudi. Tistega, ki je predstavljal skupščino delničarjev banke, to je Janez Drnovšek kot predsednik vlade, in na drugi strani tistega, ki regulira delovanje te banke, to pa je guverner Banke Slovenije, France Arhar bil takrat. In seveda celotna operacija je potekala mimo zakona in ustave, ker ravno to je bil ključ, da tisti, ki imajo kaj za reči pri temu nimajo ničesar za reči, da se jih drži v tem. In seveda to se je dogajalo torej mimo ustave in zakonodaje in kakršnih koli internih pravil, in je šlo na roke seveda združbi, ki je nujno potrebovala praktično nepovratne kredite, zato da je vzporedni mehanizem vzpostavljala, privatizirala in s tem kupovala centre moči, zato da se je stara partija oziroma klika, ki je išla iz stare partije, vrnila na oblast. Govorimo na primer o tem, da so se zlili v medijski sektor, recimo prevzem tednika Mladine, ki pač do konca in nazaj in naprej opisujem zelo podrobno v svoji knjigi in tudi pojasni, zakaj je prišlo do tistega nenavadnega obrata v uredniški politiki Mladine na prelomu 90-ih let. Potem z istih sredstev so vzpostavili dnevnik Republika, ki je bil zelo pro-predsedniški, torej pro-Kučanov v tistem času. Postavijo se, ta kapital se razlija v medicinski sektor. Največji primer tega je Mark Medical in medicinski sektor je seveda bogato financiral ta podjetja iz javnofinančnih sredstev, iz zdravstvene blagajne. Samo najbolj notoričnega primera se spomnimo preprodaja srčnih ožilnic, ki je bila na koncu za 300 milijonov previsoka glede na realne cene žilnih opornic v tujini. Vzpostavili so vzporeden bančni sistem z banko Novicom. Prelili so se v velik del slovenske ekonomije, recimo odkupi se iz tega denarja del Istrabenza, MIP, odkupi se Klirinško depotna družba, del Banke Slovenije, Aktual IT, Kraški zidar in še bi lahko naštel. Tako se začnejo oblikovati centri moči v medijih, v
v sektorjih, ki so financirane iz javnofinančnih sredstev, tako se vstopi v privatizacijo. Predtem pa je glaven cilj bil seveda osvojiti vrh največje slovenske banke, Ljubljanske banke, ki je bila potem sposobna to omrežje nadaljnja desetletja zalivati s krediti, ki nikoli niso bili vrnjeni. Ker namreč, da se podjetja poganjajo, ni bil dovolj samo, da se je denar vrnil nazaj v Slovenijo, treba je bilo še sproti zalivati. Torej, ena od značilnosti sporednega mehanizma je... Če v stavku povzamem, njegova vloga je bila še kako pomembna. Če njegove vloge ne bi bilo, ta vzporedni mehanizem Berlinskega zidu ne bi preživel in bi pač mi zaživeli 90. leta v neki bistveno bolj polni demokraciji. Definitivno, mogoče pa kar preskočil zdaj na gospodo Merzo. Gospod Pezdir je rekel, da pač ta vzporedni mehanizem padca Berlinskega zidu ne bi preživel. Kako je pa potem Sloveniji preživel? Osamosvojili smo se, na deklarativni ravni smo postali demokratična, svobodna država. Ljudje so mislili, da bodo vendarle zdaj obveljale neke regulative, spoštovanje zakonov, pravna država, ampak videli smo, da je ta vzporedni mehanizem se nekako prenesel tudi v demokratično Slovenijo in še kar živi, kar smo videli na primeru FARC, ker so nekatere zadeve končale v predalu in nikoli niso bile razčiščene do konca. Kaj je bilo tista, kar tako osamosvojitve? Zdaj, kar se tiče same tajne politične policije ni preživela. So pa, mislim, v njej je bilo, večina ljudi je šlo v pokoj. In so bili tudi nepomembni z tega družbeno-političnega vidika, bili so to zasledovalci, so bili ljudje s srednjo izobrazbo, prisluškovalci, tipkarci in tako naprej. Seveda je vrh, je pa se ekonomsko prišel do enega bogatstva, recimo se to rado opisuje, igralništvo slovensko in portoroška in goriška igralnica je imela posojilno službo, ki je vodila mafija. In mafija je potem iz tega izkopička te posojilne službe, to so visoke obresti na te posojila igralcem, so to v Italiji potem in v Švico nakazovali en del tega profita slovenski udbi na račune v Švici. In tik pred koncem prejšnjega režima so hodili te ljudje, mi da se do teh podatkov prišla šele pred par leti, ko je umrl en kriminalist Podbevšek, pa so dobili njegov arhiv. In tam noter se vidi, da so oni tik pred volitvami še hodili v Švico in so neki finančno tam počenjali. Ne vemo točno, kaj je žal. Tega ne vemo, ker nihče ni bil zaslišan od teh ljudi. Predvsem govorimo o Ivanu Erženu, pa Štefanu Tepežu, pa že umrlemu Matjažu Uršiču, ki je bil šef koprske udbe. Mi radi začunali, da je šlo to, kar za nekaj 100 milijonov evrov je šlo tega igralniškega, iz te posebne službe portoroške in goriške je šlo na račune v Švici. To so oni šli zapirati te račune, če zapiraš račune, verjetno so to nekam prenašali, žal ne vemo kam. Ampak seveda to je ogromno bogatstvo. In potem so te, danes je ta Ivan Eržen, prej smo govorili o teh udbaških poslovnežih, oni danes samo to vemo, da se ukvarja z energetiko v Švici. Se pravi, to je velika, zdaj vprašanje, koliko nekaj tega denarja se bo vračalo v Slovenijo. In tega je bilo še več, ker zdaj govorimo samo o igralniškem delu tega denarja. Tako da, ampak se pravi, bolj je šlo zdaj kapitalsko, ampak kapital je pa tudi politika, tudi politična moč, se to prenašalo. Jaz moram reči, da je bil problem Slovenije v tem, da bi naredili neko ilustracijo. Takrat prvič dve stvari sta bili, zakaj to ni bilo možno. Prvič, Demos ni imel te politične moči, da naredili. In nobena slovenska vlada doslej ni imela moči ali pa neka politična skupina, da naredi ilustracijo. Nikoli ne bi bilo te potrebne večine v parlamentu za to. Celo v Demosu so bili strašni odpori. Recimo Bučar, ki je bil težko učitati,
zakrknen komunist, se je bil leta 1972 vrgel s partijem in tako naprej, in potem je bil zelo pomemben v slovenski osamosvojitvi, je rekel, da lustracija samo preko njegovega trupla. Na sestanku, jaz sem bil zraven na tem sestanku. Se pravi, že v samem demosu ni bilo te moči. Tako da, druga stvar pa je bila, kaj je bilo v Sloveniji, kaj je bilo pomembno. Mi smo mogli takrat demos, smo mogli dobiti vse ljudi na svojo stran v Sloveniji, vse državljane, ne, na svojo stran, ker mi nismo se samo demokratizirali. Demokratizacija je bila neustavljiv proces, se je propadil cel ta vzhodni socializem in se je vse demokratiziralo, ampak mi nismo imeli svoje države in nismo mogli svojo državo delati, zato smo pa nismo rabili neki državljanski spopad, ker bi ga ta lustracija povzročila, in smo rabili, in zato je plebiscit imel tudi toliko tak uspeh, ker smo nekako uspeli tudi vse ostale silnice v Sloveniji pritegniti v to osamosvojitev. In zato ni bilo mogoče narediti takih, bi rekel, kardinalnih rezov, ker se je potem seveda pojavljalo vseh teh zadev, o katerih piše Rado. Predvsem ta, recimo najbolj tak konkreten primer tega je prav to, ne, je ta operacija Merkur, ne, kjer Milan Kučan, ne, kot bivši predsednik Zveze komunistov, kot bivši predsednik Socialistične Slovenije, kot takratni predsednik Demokratične Slovenije, skupaj z upokojencem Nikotom Kavčičem, brez vseh pooblastil formalnih, ne, nastavlja direktorja najpomembnejše Slovenske banke. Ne. To so te, bi rekel, pojavne oblike tega bi rekel, delovanja ali pa tega, kako se je ta sporedni mehanizem ali pa prejšnje silnice prenesel tudi v Novo Slovenijo. In hočem reči, da je bil največji problem za nas je bil za nekaj radikalen prelom, ker smo rabili za postavitev države, kar ni hec, ne. To ni, ti ne moš kar državo postaviti, zaradi tega so vojne, ne, so strašne žrtve, ne, pa še ne prideš do tega, ne. Se pravi, da to je bil en glavnih razlogov, da ni mogel demos, bi rekel, bolj odločno je, bi rekel, v prekinitev vseh, bi rekel, pa nek spopad z silami prejšnjega režima. Ja, seveda, tale operacija Merkur ni bil edini primer, ne, mogoče se spomnite odkritja orožja na mariborskem letališču, ne, kako je zadeva potekala. Takrat iz Bosne je prišel Hasan Čengić, ki je bil podpredsednik bosanske bošnjačke vlade, je prišel do Kučana in se dogovarjal z njim o orožju, ki naj bi šel preko Slovenije v Bosno, čeprav ni imel nikakršnih pooblastil. Seveda prišel je tudi kasneje do Janeza Janše, ki je bil obrambni minister, ki mu je pa skoraj pokazal vrata in je rekel, da pač nima ustreznih pooblastil. Kaj se pa zgodilo? Še isto leto je prišel v Slovenijo nekdanji agent Kosa Radojčič, ki je zrežiral afero Depala vas. Hočem reči, da kdorkoli je dregnil vzporedni mehanizem in takrat se je mogoče v začetku osamosvojitve zdel, da se bo nekako razkril ali pa prekinil, ne, je bil takoj nekako umaknjen. Ne. In od druga polovica 90-ih let je bil stal vzporedni mehanizem prosto pot, delajo v tišini, dokler pač nista prišla te dva gospoda, ki sedita tukaj poleg nas. Gospa Paradoks pa je, ne, da je recimo Zdenko Roter, ne, Kučanov, bivši udbovec, potem profesor, potem je bil pa svetovalec Kučana, ko je bil izvoljen kot prvi predsednik Demokratične Slovenije, ne, napisal knjigo Padle maske in tam je to razkril marsikatere stvari, ki jih ne bi smel razkriti, da tako rečem, ne, z njegovega, za nas je fajn, da jih je razkril, ne, tako da jaz toplo priporočam. Če hočete videti delovanje nekega na najpooblaščen način v samem centru moči, se pravi na vrhu pri predsedniku republike, ne, si to knjigo pogledajte, kar nekaj primerov, kako se je delovalo, popolnoma protizakonito, brez formalnih pooblastil in tako naprej. To je, mislim, zelo poučna knjiga, čeprav je napisal nekdo, ki je bil sam kreator teh nepooblaščenih dejanj, pa je malo preveč povedal. No. Tako da je zelo zanimiva knjiga. Gospa magistra Ljudila, preden damo besedo našim obiskovalcem, če ima kdo kakšno vprašanje ali pa
komentar, da ga še midva nekaj na kratko. Namreč, kdaj bo Slovenija dosegla neko soglasje, da je vendarle potrebna neka kritična, odprta razprava o tej plati zgodovine, o kateri govorimo nocoj tukaj. Lahko je samo en stavek. Izvoli. Če dovolite. Takrat, ko me bo mene pa Igorja Zveza Združenj borcev povabila na pogovorni večer. Mislim, da je odgovor je bil posebej povedala zraven. No, pa samo še na hitro, kako pa komentirati letošnje volitve? Človek bi rekel tako na hitrico, da je imela malo prste v mestu globoka država s temi novimi obrazi. Tako. No, jaz bi rekla, kar se tiče volitev tukaj pa nas, ne vem, mi smo jih dobro dosegli. Konkretno naša volilna enota, ne vem, kaj ste delali ostali po Sloveniji, no. Mi ravno recimo 52% SDS, Zavodnje, Bele vode, čez 50%. 35%, se pravi poslanca imamo, tako da mi smo tu dobro delali. Pa mi sedimo zdaj le v nekem totalitarni druščini. Je pa res, da definitivno so tukaj krivi režimski mediji, ker jaz ko pravim, v teh 2 letih niti ene dobre besede ni bilo. Televizija Slovenija, potem Pop TV, potem Delo, Večer, Dnevnik, Jana ne nazadnje. Ne. Vse povsod dejansko samo se je izlival gnoj na to vlado, ker lahko rečem, da je delala zelo dobro. Tudi tisti, ki so prej ministri v prejšnjih vladah, Šarca, prednje pač vrgel puškove koruzo, so pa sami povedali, da ta vlada je zdaj dela res v redu. Namreč, ker kaj je rekel minister za gospodarstvo v prejšnji vladi, je bilo tako, vrgli so me v vodo in zdaj plavaj. Plavaj tako pač, kot se ti zdi, ne. Tako da jaz mislim, da ogromno zakonov je bilo sprejetih, delalo se je v gospodarstvu, v šolstvu, v zdravstvu, razmere so bile izredne. Mislim, da ni bilo, če nazaj primerjamo, ni bilo takega načina, torej da bi vlada, ki je bila v prejšnjih mandatih, pa to, kar je zdaj, enostavno je bilo to čisto drugače. Ne? Se pravi, vsak dan, vsak trenutek 100% aktivnost. In po drugi strani opozicija, ki je non-stop dejansko postavljala interpelacije, pa kljub vsemu so potem dosegli, ne? In zakone speljali. Ti protikoronski zakoni, ki so bili, so pravzaprav nam omogočili, da ne živimo vsaj ta trenutek ali pa v tem času covida, ljudje v Sloveniji nismo živeli slabše. Ne? Je pa res še nekaj. Če 10-krat, 100-krat, 1000-krat poveš neresnico, ta neresnica, oziroma ta laž, postane resnica. Ne? In ljudje, ki so poslušali, kako slabo je, ker veliko je ljudi pri nas, ki dejansko imajo tako obrobno posluša politiko, ne? In kolesarji. Ja, zdaj, če kolesarijo, je pa že nekaj narobe res, če kolesarijo. Vendar ne vejo pa, da tisti, ki so kolesarili, so bili dejansko iz nevladnih organizacij, iz Metelkove, kjer so vrsto let na zelo enostaven način dobivali denar in na tak način pravzaprav jemali denar domovom za ostarele, potem vrtcem, šolam in tako naprej. Ne? In tako da jaz mislim, da je na dlani, da so tukaj torej, režimski mediji naredili ogromno. Gledala sem na Jani, v Jani na naslovnici kdo drug, Teja Jarc. Sedaj. Se je poslušal? In kdo je bil najosebnost? Nika Kovač. Torej, dobro je Janša takrat povedal, kdo je najosebnost. Kmečke žene so najosebnosti v Sloveniji. Ne? In ne Nika Kovač, zaradi nekega
inštituta 8. marec. Kaj pa takrat, ko so v Pivčevi rekli, da je šla, ne bom kaj povedala, kot iz plesa, takrat pa je bila Nika Kovač tiho in ničesar ni povedala v zvezi s tem. Tako da bi rekla, res zelo različni prijemi ljudi, ki nekako so višje in nižje, ne vem, kaj naj bi temu rekla, no, rangiranje, no. Tako da... Samo še en medklic. Gospa magister Judita je omenila pač te ljudi, ki so se prejšnje Janševe vlade pridružili, mislim od prejšnje Šarčeve vlade pridružili Janševi vladi, da so videli, da je to čist drugačen, boljši način dela, ampak hkrati so pa tudi spoznali gnev ulice in gnev mainstream medijev, kaj se zgodi, če nisi dovolj poslušan. Kar naenkrat so se znašli na plakatih za izdajalci in tako naprej. Zdaj pa lepo prosim, če ima kdo kakšen komentar, kakšno vprašanje. Lepo pozdrav. Lep pozdrav. Zdaj jaz upam, da me ne boste ven vrgli, ker mogoče ne bom čisto vsem delil mnenja z vami. Ne, vse prav. Jaz sem tudi kandidiral pri gibanju Povežimo Slovenijo. Jaz bom v prvi stvari rekel sledeče. Namreč strinjam se z veliko povedanega, kar je gospa Judita povedala, in mogoče ne bi bilo slabo, če bi stranke na desnici počasi začele veliko bolj propagirati govornike, kot je gospa Judita. Mislim, da bi tudi na ljudi naredili drugačen vpliv. Jaz nimam nič proti vodjem strank, nobeno, pač stranka izbere svojega vodja, ki ga ima, ampak roko na srce, če damo, letošnje volitve niso bile volitve. Bile so referendum, Janša ali Novi obraz. In če imam kaj pameti zdrave, pa čeprav sem slep, pa mislim, da znam na življenje kar dobro pogledati, imam občutek, da se bo ta zgodovina ponavljala še naprej in še naprej, če tudi mi sami na desni ne bomo kaj naredili, spremenili. In tudi tako, kot je rekla, ne se počasi nehali deliti na leve in desne, ampak v ospredje dali ljudi, ki znajo, ki zmorejo. Jaz sem vedno povedal, zdajle, ko so me spraševali kot kandidata, ja, kako izobrazbo imaš. Jaz sem povedal, jaz imam poklicno izobrazbo, imam pa zraven še fakulteto življenja. Zdaj pa kaj več šteje, to pa si ne odgovori vsak sam. Potem naslednja stvar je, kar se medijev tiče, je jasna stvar. Neodvisnih medijev pri nas ni. So bolj ali manj korektni mediji. Tudi vaš tednik ne more biti čisto neodvisen, ampak je pa korekten. Tudi Radio Ognjišče, katoliški radio, ki ga je sam zelo rad poslušal. Ni čisto neodvisen, je pa korekten. Da pa o levih medijih, ampak to se ve. In to je meni na desni strani všeč. Podpiramo desno stran, mediji, ki podpiramo desno stran in tega niti ne skrivamo. Moti me pa stvar na levi, ki se skrivajo za neko neodvisnostjo, za neko novinarsko svobodo, a točno vemo vsi, mislim, iz aviona se vidi, pa še jaz bi spregledal, da so to levi mediji in če pa pogledamo še lastniško strukturo, in bolj dobimo, ja, Evropa vidi, da nekaj ni v redu. Kaj vidi Evropa? Nič ne vidi. Tisti komisarji, ko so bili tu, če bi sem lastniško strukturo teh največjih medijev pogledali, pa jim bi bilo vse jasno. Odlazek ima čez zadevo, on najbolj prijateljuje z stranko SD in tu se zgodba konča. Moti me recimo na soočenjih političnih, ko tudi desna stran, sicer mogoče iz nekega vidika je boljša, da ne, ampak ni dala kakih nizkih udarcev, ker sem prepričan, da so jih še imeli za podpas levim kaj pokazati.
Ker potem dobijo občutek na teh soočenjih, da se enostavno med seboj zmenijo, do kam lahko grejo, do kam lahko je razkrijo, do kam pa ne. In to je zelo velika škoda. Veliko k temu pripomorejo tudi novinarji, ki speljejo pogovor na tak način, a ne da ti ne moreš povedati tistega, kar bi želel, pa kar bi ti prineslo kak plus. Tako. Bi pa rekel, prejšnja Janševa vlada od, mislim, 2004 do 2008 je bila zelo naklonjena ne samo invalidom, ampak tudi slepim na splošno. Zdaj v tej zadnji vladi ni bilo tako. Sem bil zelo presenečen, vse mogoče tudi ni sam premier kriv, je pač imel nestrankarskega ministra za zdravje, poskus odvzema dodatka za pomoč in postrežbo slepim. To je bila ena stvar. No zdaj, ker to ni uspelo, ker smo se uprli, so nas kaznovali tako, da so nas pravzaprav odmaknili iz zakona o dolgotrajni oskrbi. Se pravi, slepim ne pripada trenutno zakon o dolgotrajni oskrbi, ko bo ta zaživel. Če pa že bo, bomo na tisti lestvici najlažjih invalidov, ampak verjemite mi, da je slepota včasih težja kot hromost. Ni najtežja, ampak problem je že pri nas tako, ko se delimo na leve in na desne, se mi invalidi ne znamo kaj enotiti, ne? Ker ni težkih pa lažjih invalidnosti, so samo invalidnosti, vsi smo na isti barki in z tega bomo mogli tudi mi invalidi izhajati. Skratka, to razočaranje glede tega zakona o dolgotrajni oskrbi ali pa izjava recimo gospoda Poklukarja v parlamentu, da slep pač lahko v vsakem prostoru pride na WC, kadar hoče. Ne. Jaz mu bi tule v Majerjevi vili oči zavezal, pa bi ga spustil. Mislim, oprostite, da pa ne bom tako težko zaključil, pa še en dovtip, ki ga sam zelo rad uporabljam. Ne. Slišali smo danes izraz strici iz ozadja. Glejte, sej Kučan ne more biti strici iz ozadja, če še iz prve vrste nič ne vidi. Glejte, gospodu seveda hvala za njegove besede. Jaz sem samo rekel samo tole, veste, mi na desni vendarle sprejemamo tudi kritiko in znamo poslušati. Na demokraciji pač nikoli nismo skrivali našega svetovnega nazorja. Smo vrednostno, smo konzervativni, ekonomsko smo liberalni, presegamo pač na prosti trg. To je zdaj eno zakaj pa recimo se desnica ni malo bolj ostreje odzvala, kot so omenili na nekatere dejanja levičarjev. Bom pa rekel takole, veste kaj, mi na desnici smo zaposleni in moramo delati. Ne? Nekateri na levici pa grejo čez dan na Metelkovo, rišejo plakate in si zmišljujejo razne traparije in sprevržene stvari, s katerimi potem napadajo konzervativno stran. Toliko o tem, ima še kdo še od vas? Sam neko, recimo, ko je Židan prestopil iz SMC-ja k SD-ju. Vsi so vedeli, zakaj je prestopil, pa še danes noče dobro. Ima še kdo? Samo jaz imam nekaj. Gospa izvolite. Samo tako bom povedala, da zelo cenimo vaše raziskovalno delo, če niste bili tle v Šoštanju, smo tudi tle, takšni, ne. Imam pa eno bolj sodobno zdaj temo in sicer sprašujem, ali je mogoče, da se bojo afere z bančnimi računi Roberta Goloba v Romuniji kaj raziskovale, ali se bo kdaj prišlo do tega kraja. Hvala lepa. Jaz vam odgovor na to vprašanje res ne znam dati. Jaz pa nekaj pravim. Desnica je v tem bo, ker mi smo kulturni ljudi. Seveda. In kultur ne more, tako smo prej rekli, s biciklisti se tam soočati. Ker ne moreš, ker mislim, to je tako bi zvoz tam šel voziti, pa skona, pa težko sodelovati s takimi ljudmi. Težko bo za desnico na tak način skozi priti. Mi imamo neke pač tradicionalne vrednote, neke univerzalne vrednote, ki se vlečejo že ne vemo od kdaj, ki so mogoče zapisane tudi v 10 božjih zapovedih. Medtem ko se neke vrednote in morale levice
spreminja iz dneva v dan. Ne? Sej gospa je govorila, koliko imamo, čez 100 spolov imamo, ne, Ja. ne vem, fluidi ali kar, mislim, en spol je tak, da se zjutraj počutiš moški, večer ženska, naslednji dan pa spet nekaj drugega, ne. Zdaj, to jaz čist ne razumem, ampak če pa pač tega ne razumem, si pa za levico, si pa homofob, transmofob, sej niti ne znam izgovorca teh besed. Izvolite, ima še kdo, če ne bomo počasi zaključili, izvolite. Jaz bi imela za oba gosta vprašanje, a ne tiče se seveda vajnih del. Zanima me vse te, ne vem, ta dejstva, a ne, ki so opisana v knjigah. Nobenih epilogov seveda ni tam, kjer bi pač morali biti. Kako globoko je še ta globoka država močna v naši državi, glede na to, ko gledamo ta levi pol, ali se ta finančni mehanizem izčrpava, ali ne, ali se ravno obratno polni. In kaj pomeni seveda na drugi strani Soros in njegovo financiranje nevladnih organizacij, ki je na nek način enaka podpora kot ta mehanizem sam? To v Soros ne znam odgovoriti, nikoli nisem preiskoval. Kar se pa tiče same moči, jaz sem analiziral vzporedni mehanizem, ki je nastal na habitatu, ki je presečna množica visoko rangiranih particev, rdečih direktorjev in visokih uslužbencev službe državne varnosti, je zagotovo se zelo ušipil z razpadom bančnega sistema po letu 2013. To je zagotovo in novi privatizaciji bančnega sistema, ker so enostavno izgubili zelo enostavno bančno pumpo. Tam, kjer je možno opaziti vzporedni mehanizem, da se vzpostavlja pri istih igralcih, je pravzaprav pri odkupu terjatev ali pa odkupu lastniških deležev, ki so bili prenešeni iz bank na DUTB. Danes zelo dobro razumemo, da obstaja mehanizem, kako pravzaprav sredstva, ki so bila umaknjena iz bančnega sistema, poslana po labirintu davčnih oaz, se vračajo v sklad York in tam zamaskirana odkupujejo po diskontu terjatve in lastniške deleže, ki so jih imeli že prej v rokah. In v tem delu zagotovo ta sistem živi, če tudi oslabljen, pa moramo razumeti, da ljudje kot Darko Horvat, ki je oblikoval svoj imperij na vzporednem mehanizmu, pravzaprav so izvozili denarja, naprimer on konkretno 188 milijonov evrov, in to lahko marsikaj kupi v tej državi skrito v skladu York. In seveda to ni edina taka združba. Pripomore pa k temu seveda, da slovenska policija take ljudi niti ne povpraša ali povabi na informativni razgovor. Kaj šele, da bi to prišlo do tožilstva, na sodišču se pa to nikoli ne vidi. York je zdaj recimo prodal tiste svoje deleže na Vesavi, ne? Ja. Mi smo zdaj to kupili, to je spet, ne, mislim... Ja, enega smo dobro izplačali. Ja, no, vse je to, a ne, ampak spet nekoga v Tistega, ki je samo prinesel denar na tiho. Ja, katastrofa. Jaz mislim tako, ne, da to, kar rado dela, pa jaz delam, pa težko vsem govoriti, pa še nekateri drugi, ne, niso edina, ne, da raziskujemo to, ker ilustracije ni bilo, ne, tega preseka, da tako rečem, sem povedal že razloge, je pa ilustracija možna skozi knjige, ne, skozi pisanje, skozi nastopanje, ne. In jaz tudi svoje knjige skušam tako pisati, da so zanimive. On je rekel, mislim, ne moramo ocenjevati, ampak to je moj namen, da, ker veste, te dokumenti, ko se da v neko zgodbo, če jih je dovolj, drugače ne morem pisati. Na srečo so nekatere stvari zelo dobro ohranjene, nekaterih pa sploh ni, ne. Drugače jaz ne mogu knjig pisati, ni rado, ne, če bilo vse uničeno, ne. Tako da jaz skušam tako pisati kot kriminalko, da tako rečem, kot si že ti rekel, ne. In vam moram povedati, da so stvari, ki se v realnem življenju dogajajo, no, vam povem, da težko si kakšna literat take stvari izmisliti, da ima tako domišljivo, kaj vse se je dogajalo.
In da ni tistega good guya na koncu, ki se razreši, ne, pa gre nekdo v zapor, ampak da seveda so bili ti ljudje še spoštovani, nagrajeni in tako naprej. Ne. In vse moje knjige so v bistvu politični trilerji, ampak na osnovi resničnih, ne izmišljenih dogodkov. Ne. To govorim lahko v teh knjigah, ne govorim kvaliteti, samo v žanru, ne, ki ga jaz skušam doseči. Tlele gospod Omer se spomnila, on pravi, da ne govori o kvaliteti, kar verjemite mu, da zelo kvalitetne knjige. Sam ne morem na ta način govoriti, ampak v žanru pa lahko in povem, v teh knjigah je dejansko, in tudi Radotova knjiga je sicer zelo kompleksna. Jaz si govorim knjiga knjig, zato ker ona gre iz leta 45 do današnjega dne. Ampak kljub temu, da je na nek način kompleksna, zato tudi težka, je pa zanimivo napisana. Vsaj zame, ne, in se lepo bere, ne, zato priporočam, ne, ampak hočem reči, da je to zelo, vam povem, da ni to nepomembno, da to vendarle gradi v družbi nek percepcijo. Poglejte, vse stranke so proti tajni politični policiji. Ko pa ti začneš dejansko to poročevati, je pa halo. Tudi tisti, ki so včasih to vodili, so zdaj demokrati, ne, ampak oni bi najraje, da se o tem ne bi govorili. Da se samo reče, ja, to je bilo slabo, ampak ko greš pa ti z imeni raziskovati, je pa hudič, ne. Veste, ko začneš z imeni razkrivati, kdo so bili sodelavci, kaj je kdo počenjal, ne, postane pa revolt, ki je povzročil, da so hoteli arhive celo zapreti. Ampak ni uspelo in mislim, da knjige ostajajo, bojo ostale in ljudje bojo to brali, tudi ko nas več ne bo in bo to pomembno za neko razumevanje v družbi. Še gospod, potem bomo pa zaključili počasi. Jaz bi imel sicer dve vprašanji in prvo za gospoda Pezdelja, če je raziskoval, zakaj oddaja ni prišla v tistem času na TV Slovenija, pa mislim, da na Pop TV, ker smo si čakali, sicer napis je bil vaša dokumentarna oddaja, kdo je oddaja se nekaj drugega. Prvo, drugo me pa zanima, kaj bo naslednje raziskovanje, ker verjetno ste zdaj v tej vladi nezaželjena oseba, ki bi jo človek zaposlil, da me zanima, kaj bo to naslednje. Kot prvo, kar se tiče TV Slovenija, Jože bo vedel, jaz sem bil vse proti, da se dokumentarec kaže na TV Slovenija, ker je to bil samo, danes jim je možnost, da in ustvarjalce in producenta ponižujejo in to so tudi izvedli. In mislim, da ni nobene potrebe, da je raziskovalno delo dobi medijska hiša, ki se zna tako histerično, nesramno in pljuvaško obnašati. Jaz sem predolg delal, preveč sem delal za to, da bi me oni jebali v glavo, kot so me. Tako da tudi četrtkovo predvajanje, če se bo zgodilo, ni nekaj, kar bi si jaz želel. Si ne želim nobenega stika imeti, sploh z RTV Slovenijo, ker, kot rečeno, ne dela človek zato, da se da na pladnju pisati in posrati ljudem, ki absolutno ne cenijo argumentirane debate. Kaj je bilo tam na Planetu, s tem, ne vem, pač neka zmeda je bila, da so pol Lego kocke bile, pa pol niso bile Lego kocke. Razumem, da je bil kaos, ki je čist tehnične narave. No, na NTV 24 je bilo vse po planu. Kar se pa tiče mojega nadaljnega raziskovalnega dela, moja glava je zelo nepredvidljiva, jaz ne vem, kam jo bo odnesel. Zaenkrat me je tole vse skupaj izčrpali in knjiga in promocija knjige in izdelava dokumentarca, da nekaj časa si bom vzel miru. Dvomim tudi, da bom v zelo bližnji prihodnosti delal še na kakšni preiskovalni komisiji v Državnem zboru. Enostavno to del me je tudi malo izčrpal, plus ne morem več prenašati politike zelo zares dobro, ker je preveč histerizirana. Tako da bomo videli, kaj je, planov sicer nekaj imam, ampak ko pa vem, kaj točno se bo zgodilo. Nekaj se bo pa že,
Tu zdaj ste že navajeni, da pred mano ni nobenega miru. Zdaj bomo počasi zaključili. Jaz bom si vzel še minuto časa, samo da nekaj razložim. Prvo je predvajanje na TV Slovenija. Radoma prav, on je bil ves čas proti. Novo obzorja je vodila pač projekt, posmeli smo film, kdaj se mi pogovarjali o tem, da ga bomo enkrat že lani, ne? Decembra. Ja, takrat sva se tudi odločila. V glavnem, ko smo film posneli, smo ga ponudili nekaterim televizijam, ne? Odzvali so se tri, Planet TV, Nova TV 24 plus zasavska ETV. Na kar pa me pokliče urednica iz TV Slovenija in reče, oni bi pa tudi predvajali. Meni se je zdelo fino. Obseg občinstva bo zelo velik bil. Dala je... Logično, si Ja. producent, Ja. držaš film na vse konce. Dala je termin v soboto ob 21. uri, to je res prime time, ne, kjer bi bila gledanost izredno visoka. Ne. In jaz sem poklical pač, samo so hoteli pa ekskluzivo imeti, da bodo oni prvi premierno imeli na vseh televizijah. Jaz sem poklical na Novo TV, sem poklical na ETV, ki ste bila predvideni za četrtek in petek, oba dva sta se strinjala, v redu, če bo TV Slovenija to res predvajala. To je bilo v nedeljo, ponedeljek. Petek me pa kličejo iz TV Slovenija in pravijo, da ne bodo predvajali, ker noter nastopata tudi dva človeka, čeprav sploh ne v zvezi z volitvami, ne, ki sta pa tudi kandidata za poslance. To sta gospoda Logar in gospod Janša. Pa v dokumentarcu ne vem, če kaj preveč dolgo nastopata, ampak nastopata v povezavi za zgodbo, nikakršna agitacija za volitev. No in zdaj izvem, danes sem zvedel, da bo jutri bo na TV Slovenija. Glede Sorosa, ko ste pa vi rekli, gledajte, to ni nobena teorija zarote, to drži. To je Sorosov model v vzhodni Evropi je, da pride v neko državo, prek Open Society ustanovi neko nevladno organizacijo. Ta prva taka organizacija Slovenije je bila Mirovni inštitut. Nekaj časa jo on financira, potem pa stop do vlade pa reče, poslušajte, zdaj boste pa vi naprej financirali, ali boste imeli pa nemire na ulici. In tako se je zgodilo v Sloveniji, tako se je zgodilo v Romuniji, tako se je zgodilo v Bolgariji in potem pride do tega, da mu v začetku tisočletja temu Sorosu Kučan podeli državno odlikovanje. S tem smo zaključili, hvala vsem, da ste prišli. Hvala gledalcem in gledalcem, da ste nas spremljali. Hvala našim gostom, z nami so bili gospod Merza, gospod Kozel in gospa Judita.